Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem True Value Coach. Ženskam pomagam, da začutijo svojo resnično vrednost in imajo več energije. In posledično so lahko srečne v ljubečem partnerskem odnosu, ki jim pripada. Danes bi spregovoril par besed o komunikaciji. Večkrat naletim na ljudi, ki so prepričani, da je njihova komunikacija čisto v redu. Jaz povem vse po resnici, povem tisto, kar čutim. Pa pomaga, pa dobiš rezultat, ki ga pričakuješ, dobiš rezultat, ki si ga želiš, odgovor je večinoma ne. Moramo razumeti, da partnerska komunikacija med moškim in ženskom je dejansko, kot bi komunicirala v dveh različnih jezikih. In jezika se lahko naučimo. Če si predstavljamo, da na ulici srečamo enega človeka, govorimo slovensko in ta človek govori angleško. In potem nas človek vpraša, where is, I don't know, karkoli že je. In potem mi začnemo govoriti po slovensko. Poglejte samo levo in potem dvakrat zavijete desno. In potem človek vpraša, what? In kaj mi naredimo? Ko poskušamo razložiti, vedno bolj krilimo z rokami, vedno bolj govorimo na glas in vedno bolj poskušamo stvari razložiti, ampak problem je v tem, da stvari razlagamo na isti način. Poglej, naprej, samo naprej in desno. In kaj se dogaja z drugo stranjo? What? I don't understand. In mi isto, levo. In na tak način se dogaja naša partnerska komunikacija. Partnerja govorita dva različna jezika, ne razumeta se, nista pripravljena storiti korak naprej, mogoče poiskati druge besede, odpreti slovar, pogledati, na kakšen način razložiti in postajata vedno bolj glasnejša. In ta vedno bolj naša glasnost se potem sprevrže v prepir. Pač preko situacije, ki smo jo doživeli na ulici, dejansko se lahko poistovetimo z situacijami, ki jih doživljamo dnevno v partnerstvu. To pomeni, prva stvar, ki je, moramo razumeti, da partnerstvo moški in ženska sta različna, govorita različna jezika. In ni dovolj, če smo samo prepričani, da je pač z nami vse v redu, govorimo tisto, kar govorimo. V primeru na cesti, ko srečamo nekoga iz druge države, nam je popolnoma jasno, človek ne govori istega jezika, moram narediti nekaj, da mu razložim na način, da bo lahko razumel. Isto recimo, ko govorimo z otrokom. V našem partnerskem odnosu pa nekako na nek način to pozabimo. To pomeni, prva stvar je, govorimo različne jezika. In ta jezika se lahko, in ne samo lahko, ampak moramo naučiti. Druga stvar je, če tega ne razumemo, če smo pač v takšni situaciji, da še ne znamo, je dostikrat zelo pomaga, če si priskrbimo prevajalca, tolmača. Nekoga, ki nam pomaga interpretirati, kaj sploh nam ta človek na drugi strani, naš partner oziroma naša partnerka govori. Dostikrat, ko se nekdo pojavi pri meni na pogovoru, ko začneva delati, potem rečem, no pa poglejva, kaj ste se zadnjih 20 let s svojim partnerjem sploh pogovarjali. Tako da dejansko, če imate težave z komunikacijo, če imate občutek, da vas partner ne razume, potem z vami ni nič narobe in s partnerjem ravno tako ne. Pač ne govorita ista jezika, ampak ne ostanite pri tem. Odločite se, da se boste jezika naučili in boste videli, komunikacija se bo bistveno bolj izboljšala. Mogoče en mali namig, vmes pa si lahko vzamete en zvezek in si pišete slovarček tujk. Poznate slovarček tujk, ki nam včasih prav pride. To mi je rekel, kaj sploh to pomeni. Tako da, to bi bilo za danes. Če vam je bil video všeč, ga delite še s prijatelji. Če je bil koristen, do naslednjič vas lepo pozdravljam. Čau.